Po obilnem deževju, ki je Slovenijo zajelo v zadnjih dneh, se razmere povsod umirjajo. Reke počasi upadajo, nekoliko bodo danes narasle le še Sava, Ljubljanica in Krka. Največ težav pa imajo zaradi poplav v Loški dolini, kjer je ena od vasi še vedno odrezana od sveta. Močno nedeljsko deževje je povzročilo težave tudi na Celjskem, Velenjskem in v Zasavju, kjer je meteorna voda zalivala stanovanjske in industrijske objekte. Ekipe na terenu si ogledujejo razmere, škoda še ni znana. Igor Šoltes ne bo minister za zdravje, saj bi bila po njegovem mnenju zdravstvena reforma kot daleč najpomembnejši projekt ministrstva že vnaprej obsojena na neuspeh. Kot je pojasnil, se je pokazalo, da v nekaterih strankah še vedno niso sposobni ali pripravljeni presegati ozkih strankarskih interesov. Po njegovih besedah država nima strategije razvoja sistema zdravstvenega varstva in neuradno določene mreže javne zdravstvene dejavnosti. O nezasedenih ministrskih mestih je tekla razprava tudi na sestanku koalicijskih partnerjev. Direktor Direkcije Republike Slovenije za ceste Gregor Ficko je danes ministru za infrastrukturo in prostor Samu Omerzelu ponudil odstop. Kot je zapisal v izjavi, želi direkcijo osvoboditi vsiljenega bremena in nevzdržnega načrtovanega pritiska, ki traja že več mesecev in ovira njeno normalno in uspešno delovanje. V zadnjem letu je bila direkcija, tudi ali pa zlasti zaradi izjemno pomembnega cestnega projekta dokončanja škofjeloške obvoznice, tarča neupravičenih napadov in nenehnih pritiskov, je še zapisal Ficko. Ustavno sodišče bo zahtevo za ustavno presojo zakona o davku na nepremičnine prvič obravnavalo ta četrtek, ko bo predvidoma tudi odločalo o predlogu za začasno zadržanje izvajanja zakona. Vlagatelji zahteve, skupina 30 poslancev na čelu s poslanci SDS-a, občina Rogašovci, Združenje občin Slovenije in mestna občina Koper predlagajo tudi začasno zadržanje izvajanja zakona in prednostno obravnavo. Menijo namreč, da bi z izvajanjem zakona lahko nastale težko popravljive posledice. Nasprotno sta državni zbor in vlada v svojih mnenjih ocenjevala, da bi z zadržanjem izvajanja nastale hujše posledice, kot če bi zakon veljal. Cene naftnih derivatov se bodo opolnoči znižale. Neosvinčeni 95-oktanski bencin se bo pocenil za 1,6 centa, najbolj se bo pocenil 100-oktanski bencin in sicer za dobra 2 centa za liter goriva. Cenejše bosta tudi dizelsko gorivo in kurilno olje. V mariborskem kliničnem centru so zaradi večjega števila bolnikov z znaki črevesne okužbe omejili obiske na oddelku za kardiologijo in angiologijo. Na tem oddelku so obiski trenutno omejeni na največ eno zdravo odraslo osebo, na oddelku za nevrološke bolezni pa do nadaljnjega obiski niso dovoljeni. Jutri bo oblačno, v vzhodni in v srednji Sloveniji bo občasno rahlo deževalo. Popoldne bodo padavine ponehale, na Primorskem se bo delno zjasnilo, pihala bo šibka burja. V sredo bo zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho. V četrtek bo oblačno, v zahodni in južni Sloveniji bodo manjše padavine. Ohladilo se bo, zapihal bo vzhodni veter. Danes v Dnevniku televizije Maribor. Zimske razprodaje so tudi zaradi zelene zime privabile manj kupcev športne opreme. Investicije v Framu. Februarja odpirajo nov vrtec, načrtujejo tudi nov zdravstveni dom. Ob visokem jubileju Zlate lisice so v Mariboru odprli razstavo o zgodovini tekmovanja. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.